Branko Velišček, najprej lepo pozdravljeni. Lep pozdrav tudi z mojega strani. V športnem parku Brajda so se v preteklosti pojavljale težave, kar se tiče garderob oziroma prostorov ekip, ki tukaj gostujejo, pa tudi vaše ekipe ne nazadnje. Sedaj ste te prostore uredili, na novo postavili, za kakšno investicijo pravzaprav gre? No, investicija sicer še ni povsem končana, jaz upam, da bo v naslednjih 2-3 dneh. Gre pa seveda za osnovne spremljajoče prostore, ki morajo biti prisotni ob tovrstnih športnih terenih, se pravi za garderobe za ekipe in za sodnike, in pa za ustrezne pisarniške prostore za delegate oziroma za vse tiste, ki so organizatorji tekem in prireditev. No, na sami Brajdi ste postavili kar nekaj kontejnerjev. Kaj ti kontejnerji ponujajo, kakšni prostori so v njih, koliko jih je, koliko garderob prinašajo? Torej, gre za tipske kontejnerje, ki so prilagojeni za športne namene, za športne garderobe. V bistvu gre pa za 5 prostorov. 3 so garderobni prostori, 2 za domačo in pa gostujočo ekipo seveda, 1 za sodnike. Vse po standardih za drugo nogometno ligo, kamor se je letos uvrstil Tolminski klub. Dodatna 2 prostora sta pa seveda za organizacijo prireditev, na eni strani za uradne osebe, delegate in tiste, kontrolorji in tiste, ki pač tekmo morajo spremljati in potem na koncu tudi oddati poročilo. In seveda ta zadnji prostor, ki je pa namenjen organizatorju, domačemu klubu za nogometne tekme ali pa seveda drugim klubom za druge prireditve, kjer se pač odvija tisto, kar je potrebno za organizacijo tekem, od ozvočenja do, bom rekel, vseh tehničnih pripomočkov, ki jih moraš imeti ob takih prireditvah. Verjetno vam ta investicija veliko pomeni, sploh zato, ker ste se v zadnjem času nekako prilagajali, usklajevali te prihode tudi drugih ekip. Res je, ta rak rana Tolminskega športnega parka, ti spremljajoči prostori in iskanje rešitve zanje se je vleklo kar nekaj let. Ni samo ta uvrstitev kluba v drugo ligo razlog za to, da smo se morali odločiti za te prostore. Tudi vse druge okoliščine so bile take, da je bila ureditev tovrstnih prostorov nuja. Kot sem rekel, to je bila rak rana športnega parka Brajda. Daleč najslabši nivo usluge smo lahko ponudili zaradi teh prostorov. In s tem je, bom rekel, odpravljen največji problem tako za organizacijo tekmovanj, tekem v nogometu in seveda drugih prireditev. In danes lahko rečem, da je športni park Brajda s tem ogromno pridobil in se dvignil na nek drug nivo, če gledamo tisto najslabšo varianto, kaj lahko ponudiš. Doslej smo imeli največji problem prav pri teh spremljajočih prostorih. Kdaj načrtujete, da bodo ti prostori prvič prišli v uporabo? Ne bi se rad zarekel, ker smo se enkrat že, ampak jaz verjamem, glede na to, da kontejnerji stojijo, da se prav v tem momentu vršijo montažna dela, se pravi priključevanje. Ne bo še vse urejeno, vsaj okolica zagotovo ne, ampak jaz upam, da bomo v sredo, ko bo na vrsti ta preložena tekma druge lige med TKK Tolmin in Triglavom iz Kranja, da bodo objekti prvič v uporabi in da bodo pokazali, da so res velika prireditev. Sonce za soncem pade dež, vedno en in isti krog. Včasih bi najraj zamenil program, če bi lahko. Vsaj za en dan. Reset so se spomine, bilica, bolečine, strahove na delay, užitek na replay. Reset so se spomine, bilica, bolečine, strahove.
Kakšna pa je vrednost te investicije, mogoče tudi, kje ste pridobili potrebna sredstva? Torej, investicija je na nek način razdeljena v dva dela. Eno je sama dobava kontejnerjev z vso notranjo opremo in vsemi temi zadevami. Za ta del smo od proračuna dobili 85 000 evrov proračunskih sredstev in s temi sredstvi se bo tudi pokrila ta investicija in deloma tudi z našimi lastnimi sredstvi, ki jih pridobimo na trgu, tako da celotna investicija bo vredna nekje okrog 95 000 evrov. Sedaj je investicija še v zaključnih delih, verjetno bo potrebna tudi ureditev okolice. Na vsak način v prvi fazi sicer ne bo prav to dokončna ureditev, ker bomo potem poskušali v nekem soglasju ali pa sožitju z krajevno skupnostjo, saj ta prednji del, to se pravi ta dostop s strani šolskega centra, povezati tudi z rešitvami, ki jih krajevna skupnost pripravlja glede varne poti v šolo. To bo verjetno sicer projekt naslednjega leta, ker varna pot v šolo se bo verjetno letos urejala samo v prvem delu, ampak na vsak način bo treba okolico teh kontejnerjev urediti, tako da bo po eni strani, bom rekel, varna in urejena za dostop igralcev in pa seveda uradnih oseb, po drugi strani pa, da bo tudi, bom rekel, estetsko ustrezna. Pa mogoče še to, kakšna je kaj vizija za prihodnje ureditve športnega parka Brajda? Imate kaj posebnega še v načrtu? No, kar se tiče vizije, nažalost je vizionarjev preveč tu naokoli, tako da pogledi so bili in so tudi danes še precej različni. Zaradi tega tudi je ta kontejnerska, bom rekel, rešitev se pokazala mogoče kot v tem momentu edina primerna in takoj sprejemljiva, ker kontejnerji so pač rešitev, ki jo je možno relativno hitro in brez večjih stroškov oziroma izgube denarja tudi spremeniti. Okrog Brajde je bilo veliko različnih idej, verjetno tudi še danes obstajajo. Jaz verjamem, da se počasi vsi zavedamo, da je športni park Brajda vendarle eden od pomembnih elementov v kvalitete življenja v tem kraju in da sodi tu, kjer je. Tako da ta postopna gradnja ali pa izgrajevanje infrastrukture in pogojev, ki jih nudimo občanom za rekreacijo in pa športnikom za njihovo udejstvovanje, mislim, da kažete na to, da bo športni park Brajda tudi obstal in da bo samo dvigoval nivo. Zagotovo bomo pa tu našli skupen jezik, kaj in kje je treba še izboljšati. Ena od stvari, ki so nedvomno na vrsti, če bo seveda klub obstal v drugi ligi, jaz verjamem, da bo, je povečanje kapacitet na tribunah. Potem je pa še kup drugih drobnih stvari, ki jaz verjamem,